V mojem prispevku bomo govorili predvsem o spletnih nevarnostih oziroma o nevarnostih, e-nevarnostih, ki se dogajajo na šolah. To so lahko nevarnosti bolj tehnične narave, recimo vdori v e-redovalnice, napadi na spletne strani šol in podobne reči, ali pa nevarnosti oziroma težave, s katerimi se šole srečujejo, ki niso tako zelo tehnične, recimo medsebojno obračunavanje mladostnikov na spletu in podobne reči. In jaz vas res toplo vabim, da si ogledate ta prispevek zaradi tega, ker to so stvari, ki se dogajajo na vseh šolah. Ja, mnoge med vami že poznam. Jaz se Maja, delam na Arnesu že 21 let, sem zadnjič pogledala, pa še kakšen mesec zraven. Ukvarjam se ves ta čas z uporabniki in zaradi tega pravzaprav sem v živo videla že zelo veliko teh zelo zanimivih varnostnih e-zapletov. Na srečo ne čisto vseh, nekateri so zame povsem teoretski v smislu, da jih nisem videla v živo, vem pa, da se dogajajo na naših šolah. Zdaj to, kar vam jaz danes predstavlja, so pravzaprav tiste najbolj pogoste in najbolj zanimive zadeve. To niso edine reči, ki se na šolah dogajajo, izpostavila bom ključne samo. Zdaj, zakaj pravzaprav govorimo o teh zadevah in zakaj se sploh ukvarjamo s tem? Arnes povezuje šole in jim nudi storitve že od samega začetka. Že od leta 94 ali 93 so začele prve šole zares priklapljati na Arnes in kasneje so tudi v letu 94 so prišli k nam prvi učenci z osnovnih in srednjih šol. Skratka, naše izkušnje s tem sektorjem so že kar dolgotrajne. Zaradi tega smo se morali zelo hitro lotiti tudi varnostnih ukrepov. Ta široka publika, ki jo pokrivamo, je tudi pomenila široko paleto zanimivosti, s katerimi se srečujemo in raznih zapletkov. In prva zadeva, ki smo jo zaradi tega naredili, prvi odziv je bil to, da smo ustanovili SICERT. Skratka, ta odzivni center na varnostne incidente, ki pokriva tudi vso Slovenijo, to ne gre samo za naše omrežje. Skratka, to smo naredili že leta 1995. Zaradi stvari, ki so se nam dogajale. Naslednja zadeva je bila, takoj, ko je bilo možno, smo se vključili v projekt SafeSea. Mi smo že do takrat bili aktivni v vseh teh raznih evropskih pobudah, ampak dokler ni Slovenija postala polnopravna članica EU, nismo mogli biti tudi na ta način aktivni člani. Tako da Arnes je že tudi od začetka partner v projektu SafeSea. Poleg tega pa smo nekaj let nazaj tudi ustanovili projekt Varni na internetu. To je pa projekt, ki pravzaprav pokriva malo starejšo publiko. Skratka, imamo neko široko paleto varnostnih aktivnosti, ki potekajo pravzaprav od samega začetka delovanja Arnesa. Zaradi tega se pravzaprav z vsem tem ukvarjamo, zaradi tega sem jaz danes tukaj. Zdaj, prva zadeva, ki jo bom majčkeno pokazala, kaj je pravzaprav najbolj nevarno na tehničnem področju na šolah, ampak te tehnične prijetnje pravzaprav so v resnici nevarnosti ravno tako človeške kot katerekoli druge. Tukaj ne govorimo o tem, da nas tehnologija ogroža. Tukaj govorimo samo o zadevah, pri katerih recimo jih mi vidimo bolj kot tehnične. Kaj se tukaj dogaja? Recimo ena zadeva so razobličenja strani pa okužbe šolskih strani. To je zelo pogost pojav. Na srečo smo ga uspeli malce zamejiti v zadnjih 2 letih, s tem, ko smo prišli z teh nesrečnih UML na splet oziroma na WordPress. Skratka, tukaj recimo v našem omrežju smo uspeli nekoliko zamejiti to problematiko, ker ta zadeva je bila kar huda. Zdaj, kaj je pravzaprav en od problemov teh strani napadenih? Tukaj ne gre samo za to, da vaša šolska stran naenkrat izgleda čudna, pa da imate neke arabske črke gor in podobne reči. Vi imate lahko stran, ki je resno okužena in lahko okuži tudi vaše obiskovalce. Skratka, starši, ki obiskujejo vašo stran, lahko dobijo neko okužbo z vaše strani. In to je pa naenkrat še veliko hujša problematika kot tako neko golo razobličanje. In druga zadeva, ko vašo stran, šolsko stran, lahko nekdo uporabi kot lažno stran oziroma phishing stran neke, naprimer, banke ali pa kakega drugega ponudnika. Skratka, nekdo lahko zlorabi vašo stran v res hude kriminalne namene. Skratka, ni vseeno, ali vam stran napadajo, zaradi tega, ker seveda boste imeli težave brez svoje normalne šolske strani, potem, kaj boste morali takoj zakleniti, ampak tudi lahko vi dejansko s tem druge okužujete. Skratka, lahko postanete tudi svoje okolici nevarni. Druga zadeva, ki je zelo pogosta, seveda ne samo na šolah, ampak marsikje, so pa izsiljevalski virusi. Kar veliko inštitucij, ki so vključene v naše omrežje in tudi drugih inštitucij nam je javilo, pač tudi direkt na CERT,
da so bili okuženi s katerim izmed naslednjih izsiljevalskih virusov v zadnjih mesecih in te zadeve na srečo v zadnjem mesecu je malce manjše število prijav, ampak v lanskem letu jih je bilo res veliko. Zdaj, zakaj imamo tukaj Teslo? Zaradi tega, ne? Tesla kript je en izmed najbolj pogosto uporabljenih virusov, ki so lani napadali. Drugo je CryptoLocker, tretji je CryptoWall, pa še nekaj jih boste našli. Te novi virusi so veliko hujši od prejšnjih zaradi tega, ker zakodirajo vse vaše datoteke na računalniku. In ne samo na vašem računalniku, ampak tudi na omrežju, do katerega ima vaš računalnik dostop. Skratka, če ima vaš računalnik dostop do veliko drugih omrežnih diskov, lahko tudi te zakriptira. In te zadeve, ko so enkrat zakriptirane, tipično nimate nobene možnosti, da dobite te datoteke nazaj, če niste imeli backup strani, skratka backup vsega, kar ste imeli na računalnikih pomembnega. Imate zelo, zelo majhne možnosti, da dobite to nazaj. Trenutno recimo je možno odkriptirati Tesla Crypt verzija 2.0, ampak zdaj le kroži bolj 3.0, kar pomeni, da je zelo malo verjetno, da vas bo ta manj nevaren okužil, ta, ki so ga že odkriptirali. Skratka, v tem primeru boste verjetno morali plačati neko odkupnino, da boste dobili nazaj svoje datoteke, če so vam zelo važne. Predvsem morate imeti pa seveda najprej raj zaščito, da se vam to ne zgodi. Ne? Takole recimo izgleda pa ena takale okužba s CryptoWallom, opis tukaj boste na varni na internetu našli, pač kako tipično izgleda, kaj je bila najbolj tipična okužba, ampak te vzorci so različni. Ne? Recimo CryptoWall je na ta način prihajal, Tesla Crypt je zelo pogosto prihajal tako, da so okužili recimo poštni predal katerega izmed vaših dopisnikov, skratka prijateljev. In ste vi od prijatelja dobili neko zip datoteko, ki ste odprli, ne od nekega neznanca. Druga zadeva, ki je žal tudi zelo pogosta, oziroma zdaj kaj je zelo, no, mi ne dobimo vseh prijav, tako da ne moramo vedeti, ne, tudi e-asistent in Lopoles ne dobite vseh prijav, ampak vdori v e-redovalnice se dogajajo. Ne samo v srednjih šolah, tudi v osnovnih šolah. Otroci so v tem zelo spretni. Mogoče niso spretni v kakšnih drugih zadevah, ne samo ko poznavanje kakšnih nevarnosti, ampak v povzročanju nevarnosti tovrstnih znajo biti pa zelo dobri. Saj to smo tudi mi počeli, ko smo bili recimo v gimnaziji, ne? Ampak mi smo imeli pač druge metode na voljo, ne? Oni so pogruntali nove finte. Ne? Zdaj, razne kraje gesla so izredno pogoste. Ne? Učitelji so zelo pogosto, zelo nerodni pri varovanju svojih gesel. Gesla so pomembne, tudi gesla z elektronsko pošto so izredno pomembna, ker vi svojo elektronsko pošto do marsičesa dostopate. Kako vse vam lahko kradejo gesla, recimo na šolah se zelo rado uporabljajo tele zadeve, ne? Sem kot recimo takle keylogger, to je zastonjska aplikacija, ki jo zna vsak otrok sneti z interneta in če so varnostni ukrepi na šoli dovolj dobri, vam jo bojo nekam inštalirali, in prestregli gesla. Te zadeve beležijo pritiske tipk. Dobro, zdaj smo rekli, kakšne so tele tehnične nevarnosti. Bomo takoj podali, kaj so pa preventivni ukrepi in rešitve. Varna šolska stran. Smiselno je, da zadevo postavite na neko platformo, kjer ponudnik skrbi za varnostne nadgradnje te strani. Skratka, ne vsebinske je seveda vi vzdržujete, ampak za varnostne nadgradnje je dobro, da skrbi ponudnik. To vam bo gotovo zelo udobno. Slaba stran seveda je tukaj, da nimate verjetno čisto popolne možnosti oblikovanja strani, ampak vam ponudnik omogoča neke okvire, znotraj katerih vi lahko oblikujete stran. Mogoče si boste zmislili nekaj, česar vam on ne ponuja v okviru te platforme. Druga možnost pa seveda je, ne, da sami zares skrbimo za vse te varnostne nadgradnje, skratka sami za svojo stran, ne, ampak slaba lastnost tega je, da to pomeni pa kar veliko vzdrževanja. To pomeni, da nekdo stalno skrbi za to stran. Skratka, ne smete pozabiti na to, ne smete strani postaviti, pa potem samo vsebinsko dodati, ampak morate tudi varnostno skrbeti za njo. Zdaj, če jo vzdržujemo sami, na kaj moramo misliti? Seveda, redno vzdrževanje nadgradnje, redno preverjanje, ali so kakšni update, ki jih bilo treba narediti in podobno. In še nekaj bi opozorila, previdno pri vtičnikih oziroma pluginih. Zelo pogosto se te šolske strani, tudi če so nadgrajevane, okužijo z nekimi vtičniki, ne, ki so res fancy, ki se brez njih ne da. Ko inštalirate neke nove vtičnike, je smiselno, da pogledate, ali so ti vtičniki res potrebni ali ne in ali so varni in zanesljivi. Zaščita pred siljevalskimi virusi. Varnostne kopije, to je prva zadeva.
Imejte vse zadeve, ki jih imate na šoli, vso pomembno dokumentacijo, imejte nekje varnostno skopirano ali nekje v nekem oblaku ali na nekem svojem fizičnem backupu. Diski, ki niso povezani, skratka, ki niso dostopni z tistega računalnika, ki se mogoče od zunaj okuži. To je izredno pomembno. Druga zadeva, izredna previdnost pri odpiranju datotekov elektronski pošti. Ne odpreti kar vsega, karkoli dobite, pa ne veste, od kod ste dobili, niti kaj to je. Če ne pričakujete elektronske pošte in ni nobene pametne vsebine, ki bi pojasnjevala tisto priponko, ali če je to neznanega izvora, izredna previdnost, te zadeve so lahko okužene vsebine in imate lahko težavo s kakšnim od teh virusov. Predvsem pa dajte spremljati novosti. Recimo na Varni na internetu boste našli, smiselno bi bilo tudi, da se prijavite na novice Varni na internetu, ki vas sproti obveščajo, tipično enkrat na 2 tedna, mislim, tako 2-krat mesečno se da obvestilo običajno, kaj je novega, da ste na tekočem, ker te vzorci se vseeno spreminjajo. Prihajajo novi virusi, prihajajo nove okužbe, smiselno je, da se jih učimo zmeraj sproti in jih prepoznavamo. Pa, če se pa kaj zgodi, dajte reagirati takoj. Lahko, najbolj smiselno je recimo, da prijavite to zadevo, pišete na CERT za nasvet ali prijavite preko te spletne forme Varni na internetu ali kaj podobnega, ampak dajte takoj reagirati in če je le možno tudi preprečiti, da bi se okužba širila. Skratka, ko enkrat ugotovite nekje eno okužbo, dajte paziti, da jo zamejite, če je le možno, če ni šlo predaleč. Varna e-redovalnica. Za začetek dajte se po nasvet obrniti na vašega ponudnika te storitve. Ponudniki storitve e-redovalnic imajo varnostne ukrepe, ampak žal velik del šol se ne odloča za to, da bi uporabljal neke dobre varnostne ukrepe, ampak se zadovoljijo z minimalnimi. Jaz bi vam priporočila naslednje. Eno je, to je zdaj sicer mimo ponudnika, fizična omejitev dostopa do računalnika za otroke. Skratka, da ne morejo otroci kar tako nenadzorovano kakšnih USB ključkov zadnje strani v šolski računalnik vtakniti ali kaj podobnega. Skratka, da jim fizično onemogočite, da bi okužili kakšnega izmed šolskih računalnikov s čemerkoli. Skratka, da ne morejo inštalirati recimo keyloggerje kar tako enostavno gor. Druga zadeva. Dogovorite se s ponudnikom, da mu daste seznam IP številk računalnikov, ki smejo dostopati do te e-redovalnice. V tem primeru, celo če pride do kraja gesla učitelja, ne morejo učenci narediti nobene škode, ker z naprave, s katero bojo oni dostopali, pa to ne bo šolski računalnik ali učiteljev osebni računalnik, ne bodo mogli ničesar spremeniti. Druga je uporaba močnih gesel. Odločite se, da nastavite dejansko to programsko opremo na to, da zahteva močnejša gesla, da se ne zadovolji slabim geslom, kratkim slabim geslom, ampak da zahteva daljše in močnejše. Potem lahko se odločite tudi za dvofaktorsko avtentikacijo. Kaj to pomeni? Da poleg tega, da učitelj vtipka svoje geslo, mu tudi pošlje na primer na njegov osebni telefon oziroma pametni telefon ali kakršenkoli telefon še neko dodatno kodo ali pa kaj podobnega. Druga možnost je, da se mu odpre še neko dodatno okence, kjer z miško izbere neko kodo dodatno. Skratka, tovrstna dvofaktorska avtentikacija je tudi smiselna. Skratka, da ste se odločiti, jaz bi priporočal vsaj mogoče res za te IP številke, pa tisti fizični dostop do računalnika, pa uporabo močnih gesel, da se za to zanesljivo odločite, imate pa seveda še druge možnosti. S tem šola zelo veliko naredi, da prepreči tovrstne zadeve. Kaj so to močna gesla? Če ne veste, ko imate tlele cele kupe strani priporočil, samo vpišete močno geslo, varno geslo, kaj podobnega, na svetu boste našli celo morje. In če še vedno ne veste, ko mogoče vam lahko enega od recimo ključnih principov pokažem takoj. Kaj je dobro močno geslo? To je geslo, ki je dovolj dolgo, dovolj kompleksno, iz različnih znakov in ki si ga zlahka zapomnimo. To je tisto ključno. To je geslo, ki ga pomniš in ki si ga ne napišeš. To je recimo primer dobrega močnega gesla, ki ga zlahka pomnimo. Jasno? To je recimo to, ne? In zdaj isto geslo, ko gre za različne storitve, ko lahko uporabljamo tudi na take načine, ne? Da uporabimo eno dobro močno geslo, ki ga potem nadgradimo z nekimi podaljški, urivki in podobnim,
skratka, da uporabljam eno samo. To je recimo čist praktičen način, obstaja cel kup različnih, ampak ta je recimo čisto uporaben in se izkaže, da je dovolj možen. Zdaj, za e-redovalnico imate tudi možnost, da v neki elektronski obliki hranite gesla in podobno. Skratka, tukaj imate še vedno nadgradnje, ampak tudi za druge reči lahko uporabljate na ta način gesla. Ne? Kaj pa ni dobro geslo? Tole so najbolj pogosta gesla v lanskem letu in najbolj pogosta gesla v letošnjem letu. Če dobro pogledate, boste videli, da recimo pri prvih dveh piše unchanged, skratka letos in lani je bilo najbolj pogosto ukradeno geslo tako in pač pa je tukaj ena razlika. Ne? Ljudje so postali malce pametnejši. Ne? Geslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 je šlo za eno mesto gor, ne? In tisto, ne, sem ko zelo neumno do 5 je šlo za 2 mesti dol. Skratka, izboljšujemo se. Ampak jaz mislim, da nihče od vas nima takega gesla. Predvsem pa seveda različna gesla za različne storitve, absolutno. Ker drugače bo nekdo, učitelj imel recimo za Facebook isto geslo kot za e-redovalnico in potem se bo čudil, da sem ukradel gesla. Ne? Mislim, to enostavno ne gre. Ne? Gesla morajo biti različne, tudi če se ne razlikujejo zelo veliko, ne smejo biti enaka. Zdaj, netehnične pretnje. Kaj to pomeni netehnične? Tukaj ravno tako govorimo o uporabi tehnologije, ampak mi jih vidimo bolj kot netehnične, zaradi tega tukaj gre bolj za odvisnosti. V naših šolah ravno tako doživljamo, da opazimo, da otroci razvijajo določene odvisnosti. Odvisnost, ki sem jaz najbolj opazila, je pravzaprav hud porast uporabe pametnih telefonov. In dejansko porast odvisnosti od pametnih telefonov, to je recimo to, kar jaz osebno opažam pri naših mladostnikih kot neko potencialno tendenco, ki narašča. Seveda je tukaj še odvisnost od igric, odvisnost od uporabe omrežij, oziroma družbenih omrežij in podobnih zadev. Ampak prav, ko gre za to rabo teh pametnih naprav, se mi zdi, da so tukaj mogoče še najbolj ogroženi. Da zlasti nekje tam v zgodnjih najstniških letih dejansko imajo težave, kako spati brez svojega dojenčka in kako ne zbujati se cele noči in ga ahtati in potem vsakič, ko zajoka, ne sem ko pogledati, kdo je kaj objavil in hitro odgovoriti. Skratka, tukaj imamo kar velike težave in seveda se to ravno tako odraža v šolah, ne, kjer imajo otroci težave s tem, da ne prenesejo odvzema mobilne naprave, če ima šola politiko, da se pač ne uporablja mobilnih naprav pri pouku. Druga zadeva, ne, ki je pa pravzaprav mogoče še veliko hujša v naših šolah, je pa seveda ne, to, kar smo zdaj že omenjali z leve in desne in tako naprej. Ne. Naši digitalni domorodci se zelo radi izražajo digitalno in velik del stvari se je preselil v svet, ki ga mi vidimo kot virtualnega in tudi oni ga pravzaprav v nekem smislu vidijo kot virtualnega. Dostikrat je tako, da ko izvajajo to nasilje, da nimajo občutka, da je to nasilje, ampak to vidijo kot šalo. Ne? Se jim zdi, da če si napisal na internet, ni čist res. Da tisto, kar rečeš človeku v živo, pa ga gledaš v oči, da je to nekaj res grdga. Če pa napišeš, pa mogoče se dostikrat spremeni to, pa sej to je bil sam tak štos, sej nisem resno mislil. Tudi naši pametni digitalni domorodci so pravzaprav zelo bosi, ko gre za dojemanje realnosti interneta. In šele potem, ko se pride neka povratna reakcija zaradi nasilja, ki ga otroci izvajajo preko nekega medija, virtualnega ali SMS-om, MMS-om, interneta ali česa podobnega, ko pride nazaj, se tudi včasih šele otrok zave, da pravzaprav je pa na uni strani nekdo to čist resno vzel, da to je resno nasilje. Kako pa tukaj ukrepati? Prvo je, ne, če šola ne bo ukrepala, je zanesljivo, da nas bo kasneje bolela glava. Če bomo odlašali, je to recept za problem, 100%. Kaj zdaj narediti, ne? To velja zdaj in za te tehnične in netehnične pretnje, recimo, če jim tako rečemo, ne? Osveščanje, 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 osveščanje zaposlenih na šolah, učencev in dijakov, staršev. V tem vrstnem redu. Starši so izredno pomembni, ampak do staršev boste najtežje prišli. Začnite pri učiteljih, začnite pri učencih in dijakih. Starši bodo prišli zraven, ko jih boste uspeli doseči. Tudi tisti 3 starši, ki bodo prvič prišli na predavanje, mogoče naslednjič, ko bodo otroci, ki več o tem vedeli, jih bo naslednjič 10 ali pa 20. Pa
če pride do kakršnikoli zapletov, šola ne sme nikoli reči, ni naš problem, se nas ne tiče, zgodilo se 5 minut po pouku, to ni bilo v šolskem prostoru. Te zadeve bojo prišle nazaj v šolo pomnožene. Če se dogajajo stvari med učenci vaše šole, se to mora tikati šole zaradi tega, ker če se vas ne bo zdaj tikala, se vas bo šele pol, ko bo zadeva izbruhnila v hujši obliki. Skratka, šola ne more nikoli stati križem rok in reči, to ni naša težava. Mi se moramo zavedati, da če ni to ta hip naša težava, bo postala kasneje še veliko hujša. Zdaj, tukaj imam neki pamet solim, ampak v resnici smo se potrudili in smo olajšali delo na vse mogoče načine, kaj narediti. Pri osveščanju zaposlenih in staršev imate predavanja za starše. Jaz sem toplo priporočam, ta predavanja so včasih slabo obiskana, včasih dobro obiskana, odvisno od šole. Na začetku, ko je bilo povedano, tako imenitno, kaj je tisto, kar naredi ta rezultat. Skratka, angažiran ravnatelj je tukaj zelo pomemben. Če je na šoli jasno, da je to zelo pomembna zadeva, se tudi starši bolj odzovejo. Druga zadeva, osveščanje za učitelje. Jaz bi vas toplo povabila, če ste ravnatelji ali pomočniki ravnateljev, da skušate prepričati čim več vaših učiteljev in svetovalnih delavcev in ostalih zaposlenih na šoli. Recimo svetovalni delavci se mi zdijo tukaj ravno tako zelo ključni. Da se udeležijo tega spletnega tečaja, tam bomo pokrivali vse te tematike in še veliko več. Skratka, bomo pokrivali vse tematike, ki jih mora učitelj vedeti o tem, kako varno v šoli z otroki delati, kako varno delati s tehnologijo, skratka, da se seznani tudi z neko širšo sliko in tudi kako varno v zasebnem življenju. Zdaj, ta zadeva ima še en dodatek, če tisti učitelji, ki zaključijo ta 3-tedenski spletni tečaj, si to ni neka velika obremenitev, da ne boste mislili, da jih boste res pahnali v neko blazno garanje. Dobili bojo jasno pregledno slike čez vse te vsebine, pa ne bo treba res veliko časa zabiti za to. Potem je pa še srečanje v živo na koncu tega spletnega tečaja. Tisti, ki se udeležijo srečanje v živo, kjer obravnavamo v obliki delavnice vseeno, neke vzorčne primere zapletov, varnostnih zapletov, ki so se zgodili na naših šolah in učitelji pravijo, da res veliko tega odnesejo. Zelo veliko učiteljev je rekli kasneje, da to se mi je zdel tisti najboljši del seminarja. To, da so na koncu, ko so se teoretsko nekako podkovali, da so v praksi preizkusili, a razumejo in ne znajo te zadeve v praksi uporabiti, da se jim je zdelo to pravzaprav največ vredno. In če to naredijo, potem dobijo še tisto potrdilo o izobraževanju v trajanju 16 ur in čeprav razumem, je to, mislim, 1 točka ali nekaj takega v točkovanju za napredovanje. Kaj pa učenci in dijaki? Na njih seveda ravno tako ne smemo pozabiti, Imamo delavnice za učence in dijake, skratka lahko povabite koga od naših izvajalcev sejfovih na šolo, kjer vam bo vse te zadeve pač naredil v obliki delavnice. Tukaj imate neke serije različnih delavnic, ki jih lahko izberete. Druga možnost je, če se odločite, da izvajate take zadeve sami pri pouku, lahko uporabite ali tiste ovčke, ki sem jaz prepričana, da jih vsi poznate, za manjše otroke. Za večje smo pa pripravili na Arnesu serijo gradiv in sicer take za višje razrede osnovnih šol oziroma za 2. in 3. triado osnovnih šol in pa posebej še za srednje šole, skratka malo na 2 nivojih. To so pač kratki videoklipi, kjer se otroci seznanijo z nekimi osnovami, lahko to uporabljate kot flipped learning oziroma obrnjeno učenje princip ali pa seveda v šoli in potem se o tem pogovarjate. Zdaj pa mnogi učitelji ne vejo, kako to potem naprej uporabljati. Ampak, Ana je že predstavila, Ana še kje tukaj? Ana tam. Je predstavila, kako so oni recimo, ko to naredili eno tako šolsko uro varno, recimo njen scenarij boste našli na naših straneh, oziroma pač na teh sem kasneje pokazala, kje to je, boste najdli na naših straneh, kako uporabiti vsa ta gradiva. Skratka, 7 vzorčnih učnih ur, scenariji in s kratkimi filmčki, ki jih predstavijo, kako ukrepati, kako v bistvu tudi se pogovarjati o tem z učenci. Skratka, različni pristopi, na osnovi katerih lahko ponovite bolj ali manj enako uro ali pa se spomnite svoje, kako se tega lotevati. Tale pa recimo tudi izredno ljubek, tukaj so otroci naredili, so imeli temo varna gesla
in so v okviru te učne ure si pač izmišljevali zanimive slogane, kako narediti pametno geslo. Take kratke, ljubke slogane in potem so jih pretvorili v QR kode in so jih polepili po šolskih straniščih po celi šoli, vključno s tistim učiteljskim. In tudi učitelji so se veliko iz tega naučili, ostali učitelji. Zdaj, kje najdemo vsa ta gradiva? Vsa ta gradiva najdete ali na SafeSea, skratka vsa gradiva, en del gradiv, ali pa prijave na delavnice in podobne zadeve boste najdli tam. Drug del boste pa našli skratka vse te in dostop do tega spletnega tečaja in vsa ta gradiva za šole, ki so že pripravljena, in tudi dostop do gradiv, ki so nastala v okviru projekta Arkades, v katerem je sodeloval informacijski pooblaščenec, boste ravno tako našli na istem mestu, pa še povezave na varnem internetu, CERT in podobno. Skratka, če si zapomnite ta dva URL-ja, ko boste našli velik del gradiv, ki jih potrebujete. Tako. Jaz sem zdaj nehala in bom zelo vesela vaših vprašanj ali pa provokacij. Eno vprašanje, v katerih primerih se naj šola oziroma za katere vrste problemov se naj šola obrne na SeaCert? Tudi čisto, recimo, ko se dva osnovnošolca skregata v nekem, ali kateri so tisti primeri? Namreč pred kratkim je ena mamica rekla, da je pisala tudi na SeaCert, ker so pač od njene hčerke neko fotografijo nekje objavili. Me zanima mogoče to, en komentar. No, samega prepira seveda SeaCert ne bo rešil, ne? Šola se bo morala ukvarjati z njim, ne? Ampak ja, če gre za prijave česarkoli, kar je dejansko vdor v zasebnost kraja, identitete in podobne zadeve, če gre za okužbe, vse te zadeve so stvari, s katerimi se CERT ukvarja. Prvenstveno se ukvarjajo recimo z vsemi temi okužbami, z virusi in podobnim, z vdori, krajami gesel, skratka z vsemi temi, tistimi, ki sem rekla, da so tehnični, ne? Se pa ukvarjajo tudi, ko gre za neko medsebojno obračunavanje, ko gre za neke nedovoljene objave in podobne reči, ker tukaj lahko pogosto pomagajo, da se izsledi, odkot je zadeva prišla. Če seveda je to sledljivo, včasih je, včasih ni, ne. Če tukaj vmes Facebook, seveda Facebook nam ne bo povedal, kdo je to objavil, ne, ko to vam je jasno, ne. Če na Facebooku nekdo nekaj objavi, od Facebooka nikoli ne bomo v Sloveniji dobili povratne informacije, kdo je to objavil, ker pač oni teh podatkov ne dajo izven ZDA brez, enostavno nimamo nekih mehanizmov, da bi dobili to informacijo. Ampak če gre pa za recimo neke objave, ki so znotraj Slovenije oziroma EU-ja, je pa dosti možno, da lahko tudi sledijo, pomagajo slediti kakšne take reči. Za same nasvete, kako se pogovarjati z dijaki, pa CERT ne bo prava zadeva, ne sem kot tukaj, bo pa safe prava reč, ne. Nekaj bi mogoče še dodala, kar sem pozabila. V okviru tega spletnega tečaja bomo mi tudi v tej sedanji izvedbi dodali nek stalni forum, kamor bomo povabili vse, ki so do sedaj sodelovali v MOOC-u, skratka v spletnem tečaju, in bomo ta forum v bistvu uporabljali kot kontaktno točko, kamor se lahko postavlja vprašanja in dobi odgovore na vse mogoče nasvete, skratka, kako ukrepati, ne. Ideja je, da bo to neka skupnost, ki med sabo sodeluje, da vsak, ki želi, lahko na ta forum odgovarja. Mi smo to zadevo tako rešili, da tudi strokovnjaki na ta forum odgovarjajo, mi pa mislimo tako, recimo Benjamin, če bo pripravljen sodelovati, bo lahko z pravnega stališča svetoval, mi bomo z naše strani, mogoče vseh pripravljeno sodelovati svoje, ko pač kolegice z FDV, Sejfa. Skratka, danes bo nekaj ljudi, ki se s tem z ene strani ukvarjamo in veliko učiteljev, ki vejo, kakšna je praksa, kaj vse se dogaja na šolah. Skratka, neko svetovalno telo, kamor se lahko obrnete, če gre kaj narobe, kako ukrepati v takih primerih. Ja, seveda. Ko si omenjala e-redovalnico, to bi rad jaz mogoče na ravnatelje apeliral, da kaj naj sporočijo svojim učiteljem. Večkrat, ko imam delavnice in grem seveda v razred in tam seveda razred odklenjen, prižgem računalnik, poskušam dati svoje PowerPoint prezentacije in vmes pač grem še na e-asistenta, pogledam, kakšne so ocene od vseh dijakov oziroma učencev, pač razdelim tiste petke in potem zaprem e-asistenta, se odjavim in potem imamo mi delavnice naprej.
Mogoče opozorilo vašim učencem, oziroma učiteljem, da ne bo prišlo do česa takega. Ja, to je skoraj da realna anekdota. Žal se zelo pogosto dogaja, da učitelji se pozabijo odjaviti iz aplikacij, ki jih uporabljajo. V zbornicah recimo dostikrat vidim, da se učitelji ne odjavljajo z računalnikov, ki jih uporabljajo vsi. Da skratka ni tega tistega osnovnega varnostnega zavedanja. Jaz mislim, da je res ključno, da se učiteljem počasi dopove, vsem učiteljem. Sej velik del učiteljev take zadeve pozna, ampak ne vsi. Še vedno je dovolj signifikanten procent učiteljev, ki se ne zavedajo čisto osnovnih varnostnih ukrepov. Če ne uporabljajo, vedno se je treba odlogirati z računalnika, ki ga ostali uporabljajo, in ga previdno uporabljati in se zavedati, kje si. Jaz imam vprašanje z AI računi. V bistvu ste rekli, različne aktivnosti, zdaj pa po drugi strani pa aplikacija omogoča AI prijavo. Ne? Torej, nekdo ukrade račun, pridejo različne aplikacije. Ja, to je ranljiva točka AI računov, res je. Zaradi tega imamo mi recimo za naše Arnesovo pošto posebej, kljub temu, da je dostopna, ko bi lahko bila dostopna prek AI dostopa, imamo še vedno dodatno, varnostno, da ne omogočamo tega, da bi se direktno z AI-jem dostopalo, ker s tem dostopate tudi osebno pošto posameznika, če mu ukradete AI identiteto šolsko. Ne. Ja, to je tako. Ko želimo življenje narediti bolj udobno, ki si ga vsi želijo zaradi milijona aplikacij, ne, ga naredimo tudi zaradi tega single point of entrance, tudi veliko bolj nevarno. Ne. Tako, tukaj je pa zdaj zmeraj na tehnici, naše udobje ali naša varnost. Vsi si želijo udobja. Varnega udobja, pa da si ni treba gesla zapomniti, pa da ga imajo lahko nalepljenega na tipkovnici. Ne? Ja, res je. To je šibka točka AI-ja, ja. Drži. Ampak e-redovalnica ni AI-izirana. Ne na ta način. Ne? Tudi če bodo potrebna, ja, sem ne na isti način, ko bo morala biti vse še potrebna neka dodatna verifikacija. Ali pa, ko recimo to, da se pač, recimo e-asistent je dosti enostaven, ker se da z IP-jem omejiti. Ne? Če se omeji, kateri IP lahko dostopa, pa se potem tisti računalnik res ni takole, kot je rekel Benjamin, ne? Da kdorkoli kot obiskovalec lahko dostopa do njega, potem je to relativno varen pristop. No? Ne, se lahko tudi IP osebnih računalnikov učiteljev dodajo. Bila je ideja prenes to, da bi IP omejili znotraj šole, v bistvu na šolski IP, ampak potem so pa vprašanje, da učitelji veliko doma delajo. Ne? Ja, vse to je možno. Vi lahko date recimo potem je cel kup IP-ov, ne, v bistvu. Ja, sej to pravzaprav, kje je problem. Vi imate šolski sklop, sporočite, potem pa reče še 10 učiteljev, jaz bi tudi to doma delal, pa še tistih 10 sporočite. Ne? Ni težko. Ja, če sem 10 učitelj, če pa več je problem. Ja. To je pa potem veliko dela, ne, za nekoga, ki skrbi za to. Se pravim, ko varnost zmeri časovno gledano stane, ko stane nas udobja. Ne. Ali smo varni, ali nam je podobno. Ne. Težko je zmeri, težko je balansirati med tema dvema, ja, res je. Žal. Tudi vse te varnostne nadgradnje, to je neudobno. Zaradi tega se ne dogajajo, zaradi tega prihaja potem do dorov te strani. Ne. Še kakšno vprašanje? Komentar? Nestrinjanje? V tem primeru se zahvaljujem.